Sprememba za paciente ljubljanskega zdravstvenega doma. Nekaj zdravnikov bo po novem en dan tedensko namenilo samo administrativnemu delu, svojim pacientom ne bodo na voljo. V zdravstvenem domu zagotavljajo, da nov sistem prinaša še bolj kakovostno in učinkovito zdravstveno obravnavo pacientov, no zagovornik pacientovih pravic pa z zaskrbljenostjo že opozarja na manjšo dostopnost zdravstvenih storitev. Več Manca Turk. Ne več 5, nekaj ljubljanskih zdravnikov bo pacientom po novem na voljo le še 4 dni na teden. En dan bo namreč rezerviran zgolj za administrativno delo. Takrat bo zdravnik urejal bolniške staleže, predpisoval recepte, izdajal kontrolne napotnice, pripravljal dokumentacijo za invalidsko komisijo, izvajal posvete na daljavo. Je pa administracija preveč, to je pa res. Ob rednem pregledu, če to razbremeni, se strinjam. Zaradi tega, ker je res vmes toliko dela s temi papirji, da nisi sfokusiran na pacienta. Generalno mislim, da je to korak nazad. Potem bojo večje gužve. A v zdravstvenem domu zagotavljajo, da nov sistem prinaša še bolj kakovostno in učinkovito zdravstveno obravnavo. Če je do zdaj zdravnik administrativne naloge pogosto opravljal med ordinacijskim časom, bo po novem ta čas lahko v celoti namenil bolnikom, pojasnjujejo. Za nujne primere bo na voljo nadomestni zdravnik. Nov način dela, ki za zdaj vključuje 2 družinska zdravnika, še en zdravnik pa je za takšno delo podal prošnjo, uvajajo poskusno. Kaj bo sledilo, bo odvisno od rezultatov reorganizacije. A napovedane spremembe zagovornika pacientovih pravic že zdaj skrbijo. Imamo slabe izkušnje iz nekaterih manjših koncesijskih ambulant in tam imaš občutek, da so si predvsem uredili za na nek način tako prijazno delo za zdravnike, veliko manj pa za paciente. Že zdaj imajo zdravniki vsak dan uro rezervirano prav za administracijo, pravi Sušelj, ki si stežka predstavlja, da bi urejanje vse dokumentacije združili v en dan. Napotnico se naredi to takoj, če gre za predlog za bolniški stalež, se naredi praktično takoj. Na Ministrstvu za zdravje z reorganizacijo niso bili seznanjeni, bodo pa spremljali, ali bodo zdravstvene storitve ostale dostopne. Podobno informacij predhodno niso prejeli v Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kjer se bodo prav na to temo z zdravstvenim domom sestali v začetku julija.